Spoštovani prvi predsednik republike, spoštovani predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, spoštovani veterani vojne za Slovenijo, visoki gostje, gospe in gospodje. Najprej, spoštovani predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, naj se najprej čisto človeško, preden grem v moj govor, obrnem k vam in se vam zahvalim, da ste me povabili na današnjo prireditev. To pravim zato, ker sva se s predsednikom že zgodaj poleti prvič pogovarjala o obeležitvi ustanovitve teritorialne obrambe in predsednik je vedel, da imam glede praznovanja same ustanovitve teritorialne obrambe zadržano mnenje. Kljub temu se je odločil kasneje, da me povabi na to slovesnost. Jaz pa sem vabilo sprejel in v naslednjem govoru bom pojasnil, zakaj imam zadržano mnenje in zakaj sem vabilo sprejel. Letos mineva 50 let od ustanovitve teritorialne obrambe Slovenije. Teritorialna obramba Slovenije ni bila ustanovljena zato, da bi nekoč v prihodnosti vojaško zavarovala osamosvojitev Slovenije. Če bi tedanja jugoslovanska oblast samo slutila, da jo bo, bi jo prepovedala, ne pa ustanovila. Da je teritorialna obramba lahko vojaško zavarovala osamosvojitev Slovenije, je morala biti v letih 1990 in 1991, v času Demosove vlade, deležna prelomnih sprememb. Te spremembe so bile ustavnopravne, organizacijske in kadrovske narave. Mogoče jih najbolje ilustrira ustanovitev manevrske strukture narodne zaščite kot izraz potrebe po oboroženi sili novo nastajajoče države. Te spremembe so zagotovile, da je sčasoma teritorialna obramba Slovenije začela postajati Slovenska vojska. Temu sta pripomogli usposobljenost in znanje pripadnikov teritorialne obrambe, ki so jih dobili še predtem, njihova vpetost v lokalno okolje in velika podpora med ljudmi še predtem, medtem in potem. Te spremembe, ki sem jih omenjal, so bile tako prelomne, da teritorialna obramba pred njimi in po njih ne bi bila enaka in ne ista. Tu ni te kontinuitete, vendar pa je ena vez in ta je bistvena, to so ljudje. Drugače povedano, velika večina pripadnikov teritorialne obrambe pred spremembami leta 1990 in 1991 so bili pripadniki teritorialne obrambe kot novo nastajajoče Slovenske vojske, ki je po leti 1991 vojaško zavarovala osamosvojitev Slovenije. Slovenska vojska ni neposredna naslednica teritorialne obrambe, kot je bila ustanovljena pred 50 leti. Po Slovenski vojski je prvič zadišalo pred 28 leti. Šele po prelomnih spremembah teritorialne obrambe v začetku 90 let se je začela vzpostavljati vojaška sila nove države. Velik del novo nastajajoče Slovenske vojske so ali ste sestavljali prav obvezniki teritorialne obrambe. Fantje in možje, ki ste bili in ostali, kot je rekel predsednik, zvesti svojemu narodu. V usodnih dneh niste sledili oboroženi sile, kateri del formalno ste bili, pač pa svojemu narodu in svojemu političnemu vodstvu. Spoštovane gospe in gospodje, pred in po plebiscitu za samostojno Slovenijo se je slovensko politično vodstvo enotno postavilo za ustanovitev lastne države. To je pomembno olajšalo preoblikovanje teritorialne obrambe v Slovensko vojsko. Privarčujemo si ugibanje, kako bi sicer brez teritorialne obrambe, ki jo je ohranila, a korenito spremenila nova slovenska država, vojaško zavarovala svojo neodvisnost. Ker je vladala izjemna politična enotnost, si dovolim misliti, da bi to uspelo v vsakem primeru. Toda, verjetno je bilo to hitreje in lažje s spremembami obstoječe teritorialne obrambe z vsemi tradicijami, ki jih je imela. Zato mnogi čutite potrebo, da se slovesno obeležitvijo spomnite tudi same ustanovitve
teritorialne obrambe, še zlasti zato, ker je bil od njene ustanovitve naprej njen poveljevalni jezik slovenščina. Glede obeleževanja ustanovitve teritorialne obrambe imamo potemtakem lahko različne občutke in mnenja, vendar pa to nikakor ni dovolj tehten razlog za poglabljanje polemik o nastanku slovenske države in slovenske vojske. Spoštovane gospe in gospodje, pred 2 letoma sem obiskal eno od srednjih šol. Pripravili so razstavo o nastanku slovenske države in slovenske vojske. Med drugim so postavili tudi pano o manevrski strukturi narodne zaščite. Na panoju sta bila ustanovitev in namen manevrske strukture predstavljene z interpretacijo številka 1 in interpretacijo razlago številka 2. Na moje začudenje in vprašanje, zakaj so se tako odločili, so mi profesori dejali, da so skušali biti, glede na velike polemike o tem vprašanju, politično korektni. Mislim, spoštovane gospe in gospodje, da gre za dogodek, ki nas ne sme pustiti ravnodušnih. Mi, nihče drug, mi smo žive priče teh dogodkov in imamo neko osebno dojemanje. Naši otroci ga nimajo. Zelo vednikov sem med njimi. Upam si reči, da veliko več naših otrok ve, kdo je bil Steve Jobs, ustanovitelj Appla, kot kdo je bil recimo Jože Pučnik, nestor slovenske države. Spoštovane gospe in gospodje, ljudje smo različni in imamo o vsem lahko zelo različna mnenja, tudi o osamosvojitvi in nastanku slovenske vojske. Vendar se mi zdi ne glede in kljub, morda prav zaradi teh razlik, politično nezrelo, da poglabljamo te politične razlike in to o edinstvenem zgodovinskem času, ko smo bili Slovenci enotni kot nikoli poprej in pozneje. Domala enotno smo glasovali za samostojno neodvisno državo in brez kančka prilite bratovske krvi smo jo enotno vojaško zavarovali. Ta enotni odpor agresorju so žal nekateri naši rojaki tedaj plačali življenjem. Bilo bi čudaštvo prve kategorije, če bi se Slovenci pomirili glede narodnega razkola sredi 2. svetovne vojne in se razklali glede narodne enotnosti v času osamosvajanja. V bistvu smemo, ne glede na naša različna stališča, čutiti neko moralno dolžnost vsi, da se izognemo vsem tistim političnim prepirom, ki bi utegnili nepotrebno zasenčiti sijaj tega epskega dosežka, te politične in narodne enotnosti, ki je omogočila ustanovitev lastne države. Že za voljo naših otrok in vnukov, že za voljo prihajajočih rodov, se moramo skupaj potruditi, da v kolektivnem zgodovinskem spominu osamosvojitev ostane vrednostno središče slovenske nacije. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, življenje ni črno ali belo in ločnice v obdobjih niso vedno ostre kot britev. Življenje je pogosto barvito in ločnice med obdobji v zasebnem in javnem življenju dostikrat mehko prehajajo, da človek težje razbere razliko med starim in novim. Poleg tega imamo vsi pravico, da vse te ločnice in barve vidimo po svoje. Pravico imamo, da ta svoja stališča tudi javno zagovarjamo. V demokratični družbi je sprejemljivo, da se o tem tudi kregamo, čeprav se seveda žaliti ne smemo. Očitno je, da imamo v nekaterih zadevah glede slovenske osamosvojitve in slovenske vojske tudi precej različna stališča. Kot predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil sem dolžan opaziti, da se te razlike poglabljajo do te mere, ki lahko prizadene kolektivni slovenski spomin o naši narodni in politični enotnosti v času osamosvajanja. Z vidika bodočih rodov se mi zdi to neodgovorno. Na koncu, ali je zato odveč pozvati vse vas, vse akterje tedanjih prelomnih dogodkov, da prav zaradi različnih mnenj o njih sedemo skupaj in vsaj glede najodločnejših, najbolj pomembnih vprašanj date bolj ali manj enotne odgovore in pojasnila. Kako naj sicer od učiteljev in profesorjev pričakujemo, da bodo to storili namesto nas?
tako tistih, ki menite, da je prav, da se praznuje 50. obletnica ustanovitve teritorialne obrambe, in tistih, ki temu ostro nasprotujejo. Spoštovane gospe in gospodje, menim, da se je vredno potruditi in v trdnem upanju, da nam bo na koncu to uspelo, vas lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem za to pozornost.